Pozdravljeni v podcastu. Sem solo filmski kritik Igor Harp in danes mi je v čast gostiti osebo mnogih talentov, Ana-Marijo Mitić. Ana-Marija je nedavno začela na TV Slovenija voditi kviz Besedolov, v javnosti pa je znana že od svojih improligaških dni, nato kot stand-up komičarka, kot igralka, voditeljica prireditev in oddaj, kot šansonjerka in še bi lahko naštevali. Ana-Marija Mitić, dobrodošli v podcastu. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Torej, znani ste kot najhitrejša komičarka, Jure Godler vas je celo poimenoval brzostrelka. Trenutno pa vodite kviz o iskanju besed. So vas na TV Slovenija poiskali iz tega razloga ali ste vi prišli k njim s konceptom besede? Očitno sem res prva v mislih, ko pride do besed, ko pride do lepega izražanja, kajti ne gre samo za hitro govorenje, ne? Zelo, v veliko čast in veselje mi je namreč nositi lento najhitreje govoreče slovenske voditeljice, vendar ne gre samo za hitrost. Marsikdo hitro govori, marsikdo govori še več kot jaz. Gre za izbiranje pravih besed, jim dajati pravi poudarek, gre za to, kako tvorijo potem smiselno celoto v stavku, kako jih daš v podredje, morda, katero nadrediš in tako naprej, in kako bi se vpleteš nit zgodbe, ker vsi zgodbari vsi pripovedujemo neke zgodbe, ki so, upam, zanimive, oziroma vsaj povabljive v ušesu, očesu in tako naprej. Kar se tiče samih besed, ja, jih imam sila rada se izražam, predvsem zato, da sem razumljena, ne, saj pa če srž komunikacije, to, da se med seboj sporazumevamo, da si lahko življenje lajšamo in ozaljšamo. No, kakorkoli, ko pa pride do besedolova, je pa seveda po mojem ne samo moja sposobnost izražanja, iskanja besed in seveda oboževanje le-teh, temveč tudi moje televizijske izkušnje, ne, ki so pa v bistvu v teh letih, ki si jih tudi sam naštel, vklopil moje začetke, odrske in tako se jih je pa tudi že kar nekaj nabralo. Tako da, ja, mislim, da na podlagi tega po 9 letih zopet stopam v nek nov televizijski preboj na naši televiziji Slovenija. Zdaj v oddaji morajo igralci uganiti besedo na podoben način kot pri priljubljeni igri Vislice. Tako da pač poskušajo različne črke in vidijo, katera bo šla. Vi med tem komentirate posamezne izbire, ne smete pa pomagati. Ne? Vas vseeno kdaj prime, da bi vskočili, ko vi vidite, katera beseda, oni pa ne? Ja, moram reči, da to, sploh ko je televizija, ko je studio, ko se vklopiti zaslon, ko je potem še grafično-tonski element zraven, se nekaj zgodi in vsi postanemo malce bolj neumni, kot bi bili doma na kavču ob papirju, ko bi se šli te navadne vislice. In je zanimivo, da tudi jaz z njimi ugibam, striktno ne izdajo nobene besede prej, torej mi dva z voditeljem, še nekdo vodi to oddajo, to je Sandi Morel, ki mu je sicer bliže radijski medij, pa je zdaj tudi na televiziji. Skratka, nama striktno ne izdajo nobenega gesla, ne izveva nobene besede ali rešitve prej, kar je pa tudi malce zagata, če kakšne besede morda sam ne poznaš, ne? Kako bom potem občinstvu povedala naprej, kaj ta beseda pomeni ali pa kako bomo skupaj ugotovili. Vendar se to seveda še ni zgodilo. Ja, bila je že, kljub temu, da smo komaj na začetku snemalnih terminov, že ena zanimiva zagata, ko sta dve dami iskali Gdansk, mesto, pa je bilo razkrito že Dansk. In nista vedeli, kaj da tudi spredi. In res sem se mogla kontrolirati, da ne rečem, ko je ena vlekla S. Tako res? Ker sem hotela pomagati, ne? Ker seveda, jaz mislim, da po inerciji mi ljudje želimo sočloveku pomagati. In zato je pametno, da jaz rešitev ne poznam in potem skupaj ugibamo. Je pa to sila zabavno. Kaj lepšega, kot biti obdan z besedami in z vrlimi tekmovalci, ki znajo enigmatiko, torej, ki so vešči reševanja križank besed, prestrukturacije črk in kako pa tvorijo smiselno celoto. Tako da upam, da je tudi našim gostom, ki so ključ te oddaje, torej tekmovalci, da je tudi njim v veselje prideti k nam. Jaz je podobno Jure Godler rekel, da on pa se je ustavil, da ne pomaga ljudem, ko je ugotovil, da bi dostkrat narobe pomagal. Ja, tudi to je potem, težavica. Torej, kariero ste začeli v improvizacijskem gledališču Improliga in na to kot mnogi vaši sodobniki, recimo Vid Valič, Gorenc, Pižama, pa Rok Bohinc, ki so bistveno starejši od vas seveda, ste prestopili v stand-up in ste bili ena prvih komičark na odru.
kako je bilo orati to ledino, ker so bili pač stand-up, takrat so bili vsi navajeni, en tip pride gor in govori smešne Ja, in stvari. tipi so zabavni, in tipi so fajn, in tako je, no, lahko kakšno žaltavo razdreje, mogoče še kakšno tako na meji, ne, tudi besedo spregovori, damam pa to ni dovoljeno. Torej, v bistvu moje polje, besedno polje, ki ga tako zelo rada imam, še bolj omejeno. Zakaj? Ker seveda svoje damskosti pa ne bom presegla, ne, oziroma sej humor je v bistvu eno tako sprehajanje po tanki liniji tega, kar je še ustrezno, pa tega, kaj ni. In logično je, da kdaj stopiš čez, je pa potem spet na dami, a ne, če se smem tako poimenovati, kaj boš s tem korakom čez potem počel, ne? Kako boš svoj umazani škorenček očistil oziroma ga vsem na oko, kar je pač jasno, ne? Saj se to počne na odru, nekako osmislil in naredil prijetno atmosfero. In to mislim, da je tudi srž bontona, ne? Kaj je v bistvu glavno vodilo, neko nenapisano, to, da ustvarjamo prijetno vzdušje, da je našemu sogovorniku, da je našemu obiskovalcu, da je našemu poslovnemu partnerju v bistvu in nam s tem prijetno. Zato pa sledimo določenim pravilom. In neka nenapisana pravila so bila, da je humor, ta neke smešnice, šale, sitcom, vse to moška domena. In je v bistvu show business, bi si upala trditi, da je še vedno kar malo pod vplivom patriarhata, oziroma da je to neki čutiti, jaz sem pa silna borka proti temu. In prav tako sem rekla, v redu fantje, že v impro smo dokazali, da se da, da so ženske čist enako vredne kot moški, zakaj pa ne bilo to v stand-upu tudi. In tako sem še s toliko večjim porivom stopila na te odrske deske in se spopadla s tem žanrom, ki je pa sploh zanimiv, zato ker je popolnoma prazen. Ti z odrom, že v impro ti čaraš neke vrste atmosfero, delaš rekvizite, lahko celo uporabljaš stol, to je edini dovoljeni scenski element. Potem pa z dialogi so se skupaj ustvarjaš eno tako prizor, ne? Lahko je to tudi čist predstava, long form se temu reče. No, stand-upu pa tega ni. Sam si popolnoma ranljiv in brez nekih elementov, ki bi ti utegnili pomagati. Torej, moraš sam načarati vse, kar si hotel povedati. In to je meni bilo sila dobro. In zelo velik izziv, predvsem pa mi je bilo pomembno, da to počne ženska. Da dokažemo, da je lahko tudi ženska, ki nima zdaj očitno neke hibe, pa bi se iz nje delala norca, pa ni zelo očitno primitivna, pa bi se iz tega delala norca, ali pa iz lastnega telesa. Jaz seveda z veseljem sem tudi omenila svoje telo, ampak vse to nekako z enim takim danskim ženstvenim stilom. In se je dalo, ker pač sem dokazano bila zabavna. Po 10 letih tega je bil pa en lep event, zato kar ravno Vid Valič, ki je mene z mamo na stand-up oder, tako da je me povabil za eno Valentinovo nadruženje. Jaz sem mislila, da se bomo prijatelji lušno imeli, ne? Pa je navrgel nekaj v stilu, no daj, pa bo še malo povedala o teh tvojih tipih, ne? Ker sem imela za sabo ene 3, se ne morem pohvaliti z veliko količino moških, pa tisti so bili zelo sočni, a ne, za o tem govoriti. No, in stopam v Kut France Prešeren, takrat na oder in vidim, da sem del predstave, da bomo imeli stand-up večer. In pa me je to tako raztogotilo, da sem pa še klavirje bil tam, da sem si improvizirala komad, posvečen določenim moškim in z vso ihto nastopila. In to je bila baje izjemno zabavna predstava. No, potem sem pa iz tega črpala tudi naprej. Je nastala monotragikomedija V blišču in bedi ljubezni vsi moji moški, ko sem iz teh istih treh, ki jih ni bilo, ne vem kako več, pol naredila kar celo predstavo. Tako malo se mi zdi, da tudi na te mal trpke izkušnje v življenju vedno lahko pogledamo čez prizmo humorja in se iz tega vsi še kaj naučimo. Kakšno se vam pa zdi zdaj stanje, koliko še spremljate stand-up, koliko so ženske nastopajo, koliko se je to spremenilo razmerje mogoče, ker vi ste bili na začetku nekako malo egzotika, ampak zdaj pa je več, ampak ne vem, koliko se v bistvu bilo vprašanje na mestu, kako pa ste vi to dojemali, ne, kot ena izmed žensk. Res je, če pride moški, pa pove eno grdo besedo, so vsi tako, kako je zabaven, ne. Če to ženska naredi, ni ustrezno. Tako da je to vseeno, mislim, da se je vsaj v ameriški pa britanski sceni to konkretno spremenilo, ne. Recimo tale, ki je vodila Globuse, Nikki Glaser, recimo, ima zelo sočne in žaljive pripovedi in je zelo uspešna. No? Drži, vse radi ljudje, smo radi naravni in radi to slišimo. Zdaj to nekako ni moja domena, ne? Jaz rada iz teh ustec lepe besede govorim in mi ni to tako blizu, kljub temu, da imam balkanske gene, ne? Pa znam kakšno žaltavo razdret. Pa vendar se mi zdi, da ravno dami pritiče to, da nekako dviguje nivo in da še vedno je lahko porogljiva, je lahko satirična, je lahko pikra, je lahko celo za odtenek žaljiva, dajmo temu raje reči roasta, ne? Da malo... In jaz to v vsakodnevnem življenju, to počnemo mi med prijatelji in vse, ampak da se to lepo zavije v eno tako tančico absolutnega sprejemanja, podpiranja in seveda pozitive.
potem pa to gre čez. Saj tako jaz dojemam, je pa vsak človek, vsak stand-up komik si naredi potem po svoje en svoj lik, s katerim nastopa in potem se že malo tudi ve, kaj lahko občinstvo od njega pričakuje. No. Jaz po 10 letih sem videla, da mi je ta žanr klubu samo preveč pust, sploh glede na to, da imam glasbeno izobrazbo, da ta svoj klavir, ki sem ga tako stežka sploh uspela, kdaj na odre, pa v oddaje, pa to pri Rincem rekla, no zdaj pa, Ani, zdaj si pa ti že malo dovolj odrasla, da pa se lahko potegneš za svoj klavir, pa narediš to tako, kot res znaš. Ne? In to je pa v bistvu šanson. Ja. Ste že iz impro času vedeli, da imate dar za spravljanje publike v smeh, ali ste imeli na začetku tremo na odru, ker iz tistih prvih posnetkov, pa tudi koliko se spomnim, nisem zaznal tega, da bi imeli tremo. Ne, to je, mislim, vedno je en adrenalin, vedno je odgovornost do občinstva, do predstave, do soigralcev, do sodelavcev, do vseh, ki so v to upleteni, do sebe, do svojega dela, tako da to bo vedno prisotno. Mislim, da so enega velikega hollywoodskega igralca vprašali, vi ste tako sproščeni in tako elegantni, mislim, da bi gospod tudi že v letih. Kako pa se vi s to tremo, kako ste pa to premagali? Pa rekel, prosim, jaz se tresem vsakič, ko moram na vrtni veselici nagovoriti zbrane, pa povedati, kakšna so pravila, pa kje dobijo hamburgerje. Tako da to očitno ostane v nas in mislim, da je to čisto v redu, zato ker to spodbode. Mislim, da možgane da še na eno večjo brzino, s katero lahko potem ustvarjaš, pa hipno deluješ. Zdaj, jaz sem fan improvizacije. Eni je ne marajo, kar pa ne pomeni, da ne maram priprave. Da nisem resna in odgovorna do vsega tega. In v bistvu je ravno tle ta paradoks. Ne? Nekaj, kar ko stopiš na oder, izgleda spontano, nekaj, kar je videti, da je nastalo v tem trenutku in v marsikakšnem primeru zares nastane v tem trenutku, ker se tega ne da podoživeti že prej, kar je sila lepo, v bistvu zahteva obilo priprave, resnosti, samodiscipline in truda in časa vloženega, ne samo tebe, ki si na odru, ampak ekipe tudi zadaj, ki je. Tako da je vredno vsega spoštovanja in v bistvu nekaj, ki izpade, kao, no, saj to je tebi mimo grede, ni min grede, ne? Če ne drugega je v to vloženo pač 15 in 20 let kariere, truda in delovanja na tem področju. Ja. Koliko pa spremljate stand-up sceno še, hodite na nastope in kako se vam zdi v primerjavi z pred tistimi časi, ko ste začeli? Našimi časi, ja. Zdaj me že tako vprašanje sprašujejo, kako v vaših mladih časih. Ja, zdaj, ostajam v stiku seveda, ne, z ljudmi, določeni sodelavci, s katerimi smo se družili že v tistem času, ostajajo del mojega življenja, tako da prek knjig tudi izvem, kaj se novo dogaja. Na oder sama še nisem stopila, ker me je se dotaknilo materinstvo, ki ga sila rada prakticiram in jaz sem hotela biti mama in bom mami in bom najprej mama in tako lepo je biti mama. Tako da jaz ob večerih še vedno level berem Malega princa in podobno, kot pa da sem na odru. Ne. Tako da direktno stika s stand-upom nimam, tudi vprašanje, mislim, da po 10 letih sem res zaključila s tem žanrom. Nisem pa zaključila z odrom. To pa mislim, da ne, zato ker to je pa taka velika ljubezen in beseda poklic je zelo na mestu. Ti si poklican v to in ni čist samo tvoja volja. In zdaj, če ta talent, te možnosti, če tega ne neguješ, je to plunek v vesolju, to pa ne bi, zato ker če pluvaš na gor, pa hitro dol pade, tako da joka je bilo že dovolj. Ja, drži. V predkoronskem obdobju smo vas videli tudi na odrskih deskah kot igralko. S Katarino Čas ste nastopili v Koko komediji, prepevali agropop v muzikalu Alpska saga. Kako je bilo to gledališko življenje navdušujoče? Kakšna je v bistvu razlika med stand-upom, impro in teatrom za vas? Ja, gledališče je prava stvar, ne? Tam je scenografija, kostumografija, vnaprej dogovorjeni teksti, to je garanje, resna stvar in tudi švic tam šprica dobesedno in vivo, torej v tem trenutku. In to je nekaj lepega, ne? Zato, ker ko pride občinstvo, samo neponovljivo stvar doživi takrat in v bistvu skupaj ustvarjamo, tudi oni s svojim odzivom, ne? To ni zanemarljivo. Nismo mi zdaj neki od Boga povzdignjeni v soju lučivi, pa nas glejte in se smejte. Daleč od tega, mi to vse skupaj ustvarjamo. Sploh, če si kdaj se te dotaknil improvizacijsko gledališče, ki res nastaja v tistem trenutku, ki je odvisno od občinstva, tako da oni dajo predloge in na njihovo željo ustvarjamo prizore, ki jih še nihče ni videl in jih tudi ne bo, potem res do tega dobiš eno veliko spoštovanje in seveda eno veliko ljubezen, ki je med nami vsemi, ki smo v tisti dvorani, tisti prisotni. Jaz sem zelo rada delala gledališče in kot rečeno, ga zagotovo kdaj še bom. Vprašanje, a bo vedno v sozvočju z glasbo ali ne, ampak te deske
to je res ena magija se takrat zgodi in ko se enkrat s tem okužiš, si pečen do konca življenja. Prav tako je s kamero. Ko enkrat prideš, jaz sem v bistvu imela srečo, da so me še kot zelo mlado povabili k soustvarjanju na televiziji Slovenija, Štafeta mladosti je bila takrat oddaja, pa smo skupaj z tudi številno ekipo iz Kuda, torej impro ekipo, delali neke skeče, pa potem počas je pripadal kak voditeljski stolček ali pa kakšna taka vloga, pa potem smo delali nek kviz za otroke. Pa takrat sem še to uvodno špico jaz napisala. Ni bilo denarja, neki zunanji naročniki, pa to, jaz sem pa vsem rekla, pa kvizič, pa za otroke, to mora imeti svojo špico, dajte, vam doniram jaz to muziko, pa sem napisala en tak poskočen komadič, evo tako. Potem pa, sem bila čedalje bolj zaželena ravno, kar se tiče besed, govorenja, tega voditeljske vloge in to, in potem je počasi glasba mal bila porinjena v ozadje, vedno pa tam prisotna, Klavir vedno rečem, najboljši tip v lifeu, ker pač vedno počaka, vedno je tam, pa veliko sem pritiskala nanj, pa se ni še nikoli razizil nazaj. Tako da, Na filmu ste se tudi pojavili, ampak samo dvakrat v mladinskem filmu Košarkar naj bo in nadaljevanju. Vas kot nekoga tolikih talentov ni bolj film tudi kdaj pritegnil? Ali... Jaz sem po izobrazbi diplomirani poslovni pravnik, jaz nimam akademije, jaz sem v bistvu začela študija medicine celo, pa konzervatorij za glasbo in baleta, tako da se mi zdi tudi fair, da se igralskemu lobiju dajo večje vloge v filmih, pa ta cela industrija. Jaz sem bila bolj v bistvu za te žive dogodke, za odrske stvaritve, pa seveda za televizijske oddaje. Tako da film, jaz sem me pa povabil v klogi mame, še preden sem mi sanjalo, da mama sploh bom, v Košarkar naj bo 2, sem pa visoko noseča, to je v bistvu zadnji projekt, ki sem ga naredila, preden sem šla roditi in v bistvu sem en teden potem rodila. Tako da sem visoko noseča, pa smo to malo skrivali, tako da se ne opaz čisto. In sem bila spet mama. Ja, pa v seriji Danes dol, jutri gor sem bila, to je bila pa humoristična nadaljevanka, ki sicer doživela samo eno sezono na televiziji Slovenija, Desa, pa Jure Ivanušič, pa kar številna ekipa, taka cool ekipa, jaz sem bila pa lepa sladžana. In to je bilo tako užitkonosno početi, zaradi tega, ker so si lahko kostumografine, ki so vedno pač me nekako urejeno morale prikazati, tokrat pa, ker sem bila lepa sladža, sem lahko nosila tigrice, roza, nakit, nohte smo lakirale, mazale smo me z vsemi barvami, ki jih v paleti kulturnih, normalnih barvic niso mogle nikoli porabiti. Sem rekla, dej fuksijo, in so me mazale in je bilo noro in vse to je kar šlo česne. Ker to tako, marsikdo bi se rad nataknil v bleščice, pa da vsadje na glavo. Ampak lahko izpade neustrezno. In če to znaš nositi, pol si kraljica sveta. In jaz imam to srečo, da lahko nastopam v bleščicah s sadjem na glavi. Lepo. Dobro je, Predvsem je zabavno, Sej nekaj najlepšega je, če lahko v svoji službi, ki ne bom rekla, da je vedno samo hihi in zabavna in lahkotna, ampak če se lahko sreča s kakšnimi trenutki lahkotnosti in igrivosti, pa to je nekaj najlepšega. Vaša glavna služba je sicer vodenje podjetja za poslovne dogodke in ste tudi začeli spletni projekt Mama Marija pred nekaj leti, ki vključuje spletni portal pa YouTube kanal, kjer ste razglabljali o materinstvu in razbijali tabuje. Kaj pa je najbolj fascinantna stvar, ki ste se jo pri tem projektu naučili? V bistvu tukaj sem prvič zares stopila v vlogo producenta pri Mama Mariji, tako je bilo ravno za televizijo, za nek večji angažma, še nisem imela časa, to je bilo po koncu porodniške, to je bil mali še 1 leto, vedela sem, da še celo naslednje leto si sledijo infekcijske bolezni, vse to povlečeš iz vrtca, to in sem bila na to malo pripravljena, tako da se nisem hotela resno zavezati, ker pol je ta konflikt, služba, pa ta odgovornost, pa otrok, in tega stresa si nisem želela. Pa še sam zboliš non-stop. Seveda, da še sam zboliš v našem poklicu, Evo, ko smo že odstrinjala vse lepe in bleščeče stvari tega poklica, je pa tudi, ko dogodek je, potem ni mrtvih. Ti moraš priti, ne glede na to, kakšen stanju si, kaj se je zgodilo doma, če se je otrok trgu iz tebe, tako da je bilo ultra vreščanje, zato ker ravno takrat potrebuje mamico, čeprav gre mamica samo za 4 ure nekam, ampak to pa je, treba, show must go on. In to so sploh, ko si zavezan družini, in materinstvu so včasih kar bitke. Oziroma, tako vedno, ko so me kolegi hoteli mal spodbost na način, pa kar nisi še šla na oder, pa kar ne delaš pa kaj, pa kako, pa kaj si pa tudi tok mama, če si imaš kariero, pa brez te kariere ne bi mogla, jaz sem zelo rada gospodinja in doma in mama, ampak samo to pa ne morem biti, zato ker pa sem poklicana tudi v druge stvari. Pa vendar, vedno znova bo prvo mesto zasedel lev in bo večna prioriteta. In polk, kdo to zameri, ne vem iz kakršnih koli že razlogov,
pač odbijam, da kariera lahko počaka. Ne? Če pa ne more počakati, pa ni prava kariera. Jo bomo pa zamenjali. Kaj je problem? Sreča je na strani pogumnih. In to vodilo me spremlja že vse življenje in kljub temu, da je zaradi tega mogoče moje življenje bolj trpko, duhamorno težje, manj finančno, plodno, mi nikoli ni bilo žal, ker sem vse odločitve naredila iz sebe. Kaj pa je taka stvar, ki ste se pri tem Mama Marija naučili vi o novega? Portal. Ja, no in potem sem rekla, zakaj pa ne bi sama naredila portal, zdaj v kakšno oddajo, ne, tudi Slovenija še nima tazga talk showa, kjer bi lahko uživo prišlo občinstvo, direktno zastavilo vprašanje gostu, zanimale pa so me tudi take teme, ne bom zdaj rekla mejne tematike, ampak take, detabuizacija življenja. Niso bile pa to materinske teme, ne, vsi, mogoče malo ponesrečeno izbrano ime, Mama Marija, predvsem zato, ker sem jaz v vmesnem času postala mama. Ni pa to bilo preizkušanje vozičkov, katere plenice so, ali pa neko tako čudno podpihovanje materinske mavrice, ki to ni, ampak straight forward povedati o življenju tako, kot je in kakor nam streže, pa vse trende v bistvu tudi zajeta, ne, ala te Wim Hof potopi v ledeno vodo, ko so postali tako zelo popularni, pa se vsi kar mečejo tiste neke šopce, to, da so pH uničala, ne, da so mora sprazniti jezero, pa ne vem, koliko spucati. Dajmo to, prosim, s pametjo in razumom in pol vedno najdete adekvatne sogovornike, ki bodo znali to temo približati strokovnega, ampak seveda za sodobnega, normalnega, hitrega človeka. Tako rekoč video podcast, ne, zato ker še vedno sem za video, jaz zdaj radijski medij mi nikoli ni okužil, ne, zato ker sem pač prej začela s televizijo in je to. Ja, tako da to, kaj smo še imeli. Pa zdravje vida, ne, ki je toliko v bistvu pomembna stvar, toliko gledamo te neke zaslone in sem šla do optometristke, direkt da mi ona pove, kaj zdaj to je, kaj je ta v bistvu neke vrste sodobna druga pandemija, ne, ki je v bistvu slabovidnost. Otroci imajo čedalje več teh pripomočkov, tudi moj otrok ima cilindre oziroma pač astigmatizem in je kar, če dalje več malih tudi nosi in potrebuje očala, ali je to zaradi sodobnega življenjskega sloga, ali se mi izrojevamo kot vrsta, ali kaj, ampak najti sogovornika pravega, je pa tako, malo naporno biti trojedina oseba, da si producent in urednik in potem še izvedbenik in še voditeljica in še tisti, ki sprejema goste in kuha kave in se meni za prostor in tako. Dobra, absolutno pa dobra izkušnja. Med pripravo na intervju sem naletel tudi na zanimiv naslov vaše diplomske naloge. Torej, vpliv javljam v živo na število sledilcev Facebook strani Kulturnika, ki ste jo napisali leta 2018. Kaj ste v bistvu takrat ugotovili in ali to še drži, glede na to, s kako svetlobno hitrostjo se spreminjajo družbena omrežja? Kljub temu, da sem faks kar resno zastavila in da tudi ta diplomska, ne glede na naslov, ne, je v bistvu zelo znanstveno strukturirana, tako malo naravoslovno, ne, to mi je še moj prejšnji faks pustil, da vse to gremo eksperimentalno in tako, kar je v bistvu bilo nenavadno za to fakulteto, ki je posvečena menedžerskim pa pravnim študijam. Ne. Ampak jaz sem hotela res narediti eksperiment, pa videti v živo, kaj to je in kaj češ drugega narediti kot res ta javljanja v živo, ker je takrat veljala neka fama, da na Facebooku, sploh če si page, ne, torej kot ne fizična oseba, ampak kot stran, da pa to algoritem res eksponentno naraste in te porine nekam gor, ne vem kakšne oglede in pa sem nekaj edini način, da bomo to ugotovili je, če grem v drobovje Facebooka, tu sem preštudirala vse njihove pravne legal, drobni tisk, je to veliko tega, ne, ker oni so dolžni po zakonu to vse predočiti in se to da dobiti, pa seveda pa sem imela zelo dobrega mentorja, ki je tudi me pri tem spodbudil in v bistvu, ko so videli tisto dispozicijo, so rekli, v redu, no, pa naredite, pa bomo videli, kaj je. In je bil dober eksperiment in seveda sem dokazala, da redno, konsistentno javljanje v živo prek Facebook page dejansko dvigne oglede, dvigne organski, nič nismo delali na promociji, ker me je zanimal ta organski reach in dejansko ga dvigne. Bi bilo pa zanimivo to isto študijo ponoviti zdaj še enkrat, ne, pa kakšen bi bil dan danes izplen, kaj pa vse treba podkrepiti z denarcija, ne, da te sploh spustijo v nek širši rang. Ja, ker mislim, da kasneje so oni dali, za kak je page, je se doseg avtomatsko zmanjša. Tako, absolutno, pa še toliko bolj, če slučajno page deli page, ne, torej neka stran deli svojo drugo stran, potem zbijajo dol, sploh, da niti do ljudi ne more pridati, ne. Zdaj, kakšna matematika je v zadnji, to ne vem, če bomo kadarkoli vedeli, ne, ampak zagotovo pomaga, če se plača, ne, sponzorske objave. In če dalje več bo tega, ne, tudi teh nekih sodobnih portalov, pa kakšnih YouTubeov, počas bomo vsi znoreli
teh reklam in bomo začeli plačevati redne mesečne pristojbine, zato da imamo lahko lažje življenje. Ne. No, še vedno pa lahko vržemo te tablice čez ramo, pa rečemo, pa bo življenje še lažje. Se konec koncev se vse itak enako vrti. Glasba, ki je modrost sveta, glasba je fizika, matematika ali kvoti, to je vse lepo zračunano po frekvencah, kako in kako si to ni sledijo. Pa bi rekel, glasba, to je pa res nekaj neoprijemljivega, nekaj tako zelo kreativnega. In to je v bistvu moja služba. Da ta oblak kreativnosti, ki je vse povsod, enkrat rečemo stop, zapremo ta balon in ga strukturiramo, tako da lahko to postane en scenarij, ki ga vsak lahko prebere in bo tehnik vedel, kdaj vklopi voditeljici mikrofon. Evo, in to delam jaz s svojim podjetjem kreativne rešitve. Predvsem vsebino, da ne bo kdo mislil, da zdaj mi pa organiziramo dogodke, pa jelenčke, pa spustimo sneg, pa ne vem kaj se. Mi delamo vsebino. Torej, pred nekaj leti so vašo podobo zlorabili prodajalci kačjega olja oziroma tako imenovanih shujševalnih tablet. Kakšna izkušnja je bila to in kako ste se počutili ob tem, kako ste se odzvali? To je bilo res, kaj rečejo, kaj pa je sodu izbilo dno, no čeprav mene ni izbilo, ne vem sploh, kaj bi lahko me. Po travmatični izkušnji s sistemom, ki je bil boleč razhod, ko zaradi mladoletne osebe pač greš čez sodišče in vse to, sem potem, kot da ne bi bilo že dovolj težko v življenju, fasala še to. Zaradi takih in drugačnih pač razmer v osebnem življenju sem seveda zgubila kar nekaj kilogramov in najhuje, da takrat, kad bi rabo kaj opore, dobiš penetracijo v osebni prostor strani vsakega naključnega mimoidočega, ki te sprašuje, oh my god, gospa, kako ste shujšala? In še enkrat poudarjam, samo zdravim življenjskim slogom, torej veliko kilometrov vsak dan. Ok, tukaj je mogoče malo tudi botroval, ne speč dojenček, pa veliko dojenja, ki je deficit kalorij, to nimaš kaj. Seveda prehrana, brez nekih procesiranih živil, pa veliko spanca, oziroma malo spanca, pa takrat, ko sem lahko spala, drugače je bilo, mogoče manj tudi tega poklicnega stresa. In ja, je šlo z roko v roki, pa sploh na dolgi rok. Treba vzeti v zakup to, da mene ljudje niso videli 1 leto, ker sem bila pač posvečena samo dojenčku. In po 1 letu vidiš občutno razliko, mogoče še večjo, kakor dejansko je. No, potem so se pa začeli pojavljati lažni oglasi. Najprej te potem si prizadet, zato ker res v življenju nisem rekla ene stvari, ki ne bi rezonirala z mano ali pa govorila neresnice. Niti zavijala v počelan, vedno sem bila iskren človek, ker edin tako ne znam ravno lagati, edin tako se lahko zazihaš, če vedno po resnici poveš, da nikoli te ne bo noben držal za jezik ali pa karkoli. No, kakorkoli, pridejo pa te oglasi in ker je tega bilo zelo, zelo veliko, predvsem pa veliko opravka s tem, ko so me ljudje spraševali, kako se pa jemlje te tablete, mene pa strah že zaradi medicinskega ozadja, boga kaj je noter, ljudje bodo zdaj jemali nekaj, ne vem, konc koncev, še najboljši izide, da je to popolnoma neškodljivo, No, ampak seveda vsi smo naivni, vsi bi radi instant rešitve in verjamem, da je Anica enkrat rekla, jaz sem pa shujšala, pa še te neke slabi photoshopi so bili, to prej, potem, tako jaz držim to nekaj v roki, pa premehna, neproporcionalno, jaz ne vem, kdo bi to nasedel, ampak seveda nasedemo. In pa so me spraševali, kako to, pa lovil v nakupovalnih središčih. Lejte, tako me je prav za rokav, ne bom pozabila, še leva sem imela sabo. Moja sestra je kupila, zdaj pa ne vem, od tega noge otekajo, mene je kar oblival, kakšne noge otekajo, ste vi normalni, boga je kvaj noter. Kakšen čuden diuretik, kot povedali ledvice, da to ni heca, In grem do odvetnika. In ugotovimo, da gre za podjetje v tujini, valjda. Izsledili smo nekaj iz Romunijo, nekaj na Poljskem, nekaj v Londonu, ampak to je ta PO Box, kjer je 40,000 naslovov podjetja, se pravi nekaj tako. In je bil tako pošten, da je zaprl mapo z vsemi dokazili in rekel, lejte, jaz bom lupil denarja, to je brez veze, to je bitka izgubljena, zato ker ti greš na sodišče lahko, tožiš vir neznanega izvora, potem pa sodišče po pravnih poteh ugotavlja, kdo je pa to kriminalno dejanje, to je bilo zaprijaviti na policijo. Tle se zahvaljujem zelo prijaznemu policistu, ki me je gledal, pa sta skupaj pol po tega računalnik šla. Policija pa tudi ni tako digitalno razvita, da se bo s kiberkriminalom ukvarjala. Mislim, imajo tudi oddelek za to, ampak se ukvarjajo z bankami. Tako z drugim kriminalom, kot je pa blatenje osebnega imena, pa zloraba javne podobe. Spet nihče ni javno objavljal mojega TRR ali pa mi dejansko ukradel česa iz računa, ampak vsem je to totalna prevara. No in nekdo na Panami zdajle, ko mi dva govoriva, toči prave šampance na moj račun. Zato, ker sem jaz silom težkega življenja shujšala in seveda ni fair in ta krivica sila boli, predvsem pa boli, ker lahko s tem se kakšna škoda naredi tudi sočloveku. Ampak jaz sem to dala po vseh svojih kanalih, celo dosegla, da so bile neke oddaje na to temo posnete, da pač je to prevara, da gre za zlorabo, da gre za kiberkriminal in da ne nasedajo, da ni čudežne tablete, s katero bi lahko človek
kar nenadoma shujšal v 2 tednih, ampak da gre za konsistentne odločitve vsak dan k zdravemu življenju, ki pa seveda rodijo kot posledico tudi lepše telo. Pa res, zdaj sem šel, sem prav rekla, počakajte 1-2, pa bom spet nekako nazaj. Zato, ker to pač, ko si gurman, ko rad uživaš v življenju, se ti ne sprašuješ o tem, koliko kalorij ima kakšna hrana. Ja, fino je pripaziti, zaradi tega, ker biti vitek in fit je res ena posebna super svoboda. Meni je bilo zelo fino, ker sem imela muskulaturo, da sem lahko ta malga prijela, kamorkoli ga dala gor na drevo, vse to. Enkrat sem celo njegovo posteljico, ki je bil še manjši, prijela pa predstavila, ko so jih neko renovacijo, se to rekel, wow, mama Hulk, in to se mi zdaj tako dobro, mama si lahko sama pomaga in gre, in je ta borbenost očitno, to komend, da sem rada, tudi muskulaturo imam, pa tudi v bistvu, če jemljemo življenje malo bolj na dolgi rok, kot pa sam to lepo lupinico mladosti, je fino imeti mišično maso, sploh za ženske, ker zelo hitro deterioriramo na tem področju, tako da zdaj delam na tem, da bom kakšno mišično vlakno več dobila, da mi bo potem na starost lažje. Vse resnice življenja Ane Marije boste danes vedeli. No, imate še zelo dolgo do tega, da boste... Hvala lepa, ampak videz vara. Vaše glasbene sposobnosti so dobro znane, že iz Znan obraz ima svoj glas, ampak mnoge ste vseeno presenetili na festivalu slovenskega šansona. Nedavno ste tudi s triom gostovali na Radiu Slovenija, bo sledilo še več nastopov, bo plošča? Ja, plošča zagotovo, to je naš prvi cilj. Seveda sta fanta, sploh ta moj trio, neki najbolj jedrna celota teh šansonov. V bistvu jedrce sem jaz, pa prva orbitala, sta pa moja 2 fanta, Žiga Vehovec, vrhunski harmonikar, ki mi naredi uslugo, pa kdaj sede tudi za klavir, in Il Pušnik na kontrabasu. In smo nekako se našli, malo tudi vesolje dela svoje, da smo se že na prvem festivalu slovenskega šansona tako ujeli in potem delali še naprej. Pol je pa to ognjena lava, vulkan šprica in jaz veselo delam muziko naprej, za katero pa upam, da bo hitro našla pot tudi v materializirani obliki naprej med ušesa, zato ko so taki lušni šansoni. Življenjski res iz srca, pa vse možne tematike rada obdelam. Na seveda blagozvočen način. To niso šanson, ki mačko za rep, pa tako. To si marsikdo predstavlja. Zato tudi šansonu pokrivamo, kdo ga ne mara, ker je mogoče slišal kakšne take res mukotrpne. Je pa šanson vse. Šanson je od neke te zelo besedne izpovedi, ki je samo malo pospremljena z glasbo, do neke tazga, ki je lahko kancona, prokomat, neki, ki si zavrtiš na radiju, pa rečeš, to je pa hitič, mitič, hitič. Kaj pa koncerti? Tako je, mi smo za bolj butične izvedbe, nismo za ustošice, zato ker tudi trio to je. Radi imamo žametne zavese, lep ambient, mogoče tam, ki je še kaj finega na mizi. Jaz pravim, da smo najboljši ob gastronomsko-vinski spremljavi. Ravno zato, ker je v bistvu to ustvarjanje vzdušja. Jaz rada vmes tudi kaj povem, da mogoče razložimo zadje kakšne pesmi, ali pa da malo razbistrimo vzdušje, zato da se ljudje še malce posmejemo vmes. Tako da to, bili smo že v Brdih, seveda, kje druge, pa kar na nekih dogodkih. Sploh, ko gre za finejše poslovne vedute, mislim, da ta glasba tam zelo sodi, lahko je popestritev programa, lahko je spremljevalni program ob kakšni podelitvi in tako ne. Kot rečeno, to mi delamo, kreativne rešitve. Tako da, upam, da se nas bo še pogosto slišalo. Pa seveda tudi Godi Bodi, če vam je znano, tudi ta festival, glasbenik zelo podpira slovensko avtorsko glasbo. Smo se tudi šansonjeri skupaj nabrali na manjši ekipca, pa delamo Godi Bodi koktajl. Tako da tudi to nastopamo. Zdaj bomo imeli ravno aprila, pa konec marca nastope neki po Velenju, pa po Sloveniji, pa v Piranu smo tudi že bili in vedno je to zelo lepo sprejeto. Zato, ker to je res glasba iz srca. Ana Marija, hvala za obisk in veliko uspeha na vseh raznovrstnih odrih in pred kamerami. Z vami sem bil Igor Harp. Nasvidenje.